Lepo pozdravljeni vsi v naši družbi, živijo vsem na našem drugem pogovoru. Z vami sva Primož Šobrč in pa Eva Južna. In danes gostimo dr. Zvezdana Pirtoška, predstojnika katedre za nevrologijo na ljubljanski medicinski fakulteti in pa predstojnika ljubljanskega kliničnega oddelka za bolezni živčev. Je eden izmed najboljših slovenskih nevrologov, velik ljubitelj umetnosti, zelo zanimiv govorec in se skozi preučevanje možganov sprašuje, kdo smo, od kod prihajamo in tudi kam gremo. Verjame, da lahko zaradi boljšega poznavanja možganov postanemo tudi boljši ljudje. Danes pa bi se z njim radi pogovarjali o temah, ki se pač zadevajo nas mladih. Doktor, lepo pozdravljen v naši družbi. Pa bi mogoče Eva ti Hvala. Pozdravljeni. Eva kar začela. Za začetek me najbolj zanima, kako to, da ste svoje življenje posvetili ravno nevrologiji, a vas je to že od mladega zanimalo, ste bili kot najstnik mogoče pravi naravoslovec, ali kdaj je to v bistvu vas začelo zanimati? Ja, verjetno, da je prva sled tega, kar bo kasneje nastalo iz mene, nastala v relativno zgodnjem otroštvu, tam nekje pri 6., 7., 8. letih. Moja mama je bila medicinska sestra, ne, in je velikokrat pravzaprav prenašala breme svojega dela domov, ne, pa pripovedovala včasih tudi tako čustveno o kakem otroku ali bolniku, a ne. In verjetno, da sem se na nek način tega nalezel že takrat. Pol sem sicer, ko sem bil malo starejši, recimo v puberteti, na to pozabil, sem to odrinil. Moram reči, da takrat me je zanimalo, predvsem me je zanimala humanistika, ne, predvsem me je zanimala literatura, pa sem pisal neka vezna besedila na gimnaziji, pa umetnost, pa arhitektura, ne. Čeprav moram pa reči, da pravzaprav sem bil zelo dober tudi v biologiji, ne, da me je biologija tudi zanimala, ampak nekako ne bi potem kasneje pomislil, da bo mogoče ravno medicina tisto, kar me je privleklo. Res pa je to, da pravzaprav tudi v tisti humanistiki me je zanimal človek tudi kot biološko bitje, tudi njegova čustva ali njegovi instinkti, a ne. Spomnim se recimo, ko sem v gimnaziji čital Ano Karenino, ne vem, a sta čitala Ano Karenino, ne, to je eno čudovito delo, ki opisuje neko tragično usodo ene mlade ženske, ki se odloči, da bo zapustila moža, da bo zapustila otroka svojega, ne, in potem tudi konča zelo tragično življenje svoje pod vlakom. In čeprav je delo izrazito odraz družbe, ruske družbe, a ne, tistega časa, in je Ana Karenina v veliki meri žrtev predsodkov družbe, ne. Me je tudi zanimalo, pa kako je možno, da se je recimo ona odločila za tako tragične. In potem sem dostikrat nekako te odgovore iskal tudi, a je nekaj v možganih, nekaj, kar se lahko naredi. In potem čisto zadnji moment, pravzaprav mislil sem, da bom odšel na arhitekturo, pa tudi v arhitekturi me je zanimal predvsem urbanizem, se pravi, ko postavimo človeka v okolje, a ne. Potem pa ne vem, zadnji trenutek nekako intuitivno, instinktivno sem se potem v zadnjem letniku gimnazije odločil, da grem na medicino. Na medicini zelo hitro spoznal, da je to tisto, kar sem iskal, da je to človek, ki v svoji biologiji in v svoji družbi, a ne. In potem mi je tudi pravzaprav že v prvem letniku, ko smo se učili anatomijo, zgradbo človeškega telesa, postalo jasno, da tisto, kar me najbolj zanima, ne, je bilo nekaj, kar je bilo najbolj komplicirano, moram reči, in tudi moji sošolci se absolutno niso želeli učiti tisoče nekih jeder v možganih, pa tisoče nekih povezav, ne, jaz pa moram reči, da sem s takim veseljem študiral nevroanatomijo, a ne, kako so možgani zgrajeni, in se pol kar kmalu čutil tako dobrega v tem, in to mi da še dodatno spodbudo. Zanimivo, da ste v bistvu bili aktivni oziroma se pozanimali mogoče na tolikih področjih. Ja, glih to. Koliko enih, saj tudi mi mladi, ne, imamo ogromno enih različnih interesov. In mislim, da je velik problem,
glih ta, kako zdaj najdeti pravega, ali pa mogoče te stvari, ki nas zanimajo, ne? Kako zdaj najti tisto eno, kjer smo pa dejansko pripravljeni cel življenje prepustiti in predati. Ne? Tako da mogoče kak vaš nasvet, kako ste vedeli, ste omenili, da vas je res zanimalo, pa da se je povezvali, kljub temu, koliko je bilo kompleksno, ampak kaj je bilo tisto, da ste rekli možgani ali pa nevrologija, to je res to, kar me zanima. Mogoče kak trenutek? To je bilo šele seveda v fakulteti, ne, prej sem se precej iskal in sem nihal, ne, kot sem rekel, od neke literature, pa eventualno razmišljal. Ampak tudi, ko sem razmišljal o humanizmu, in ta humanizem sem ga videl nekako vpletenega, veste, v to celost človeka, ne, nikoli nisem popolnoma biologije zanemaril. Zanimivo je, da me je zelo zanimala tudi antropologija in v tistem letu, preden sem jaz se odločil za medicino, sem naredil nekaj nenavadnega, ne. Zaprosil sem starše, da so mi dali denar za letalo in sem letel do Mehike. To je bilo takrat silno težko, veste, takrat smo živeli v Jugoslaviji, pa Jugoslavija je bila revna, pa pri nas recimo ne dobiti denar za letalsko karto za Mehiko. Zakaj sem šel v Mehiko? Čital sem namreč o tej vedi, ki se reče antropologija, a ne, in ki na nek način združuje tako recimo evolucijo, kako je človek nastal, kot recimo okolje, ne, torej Mehika je sploh bila eno tako plodno žarišče te antropologije, ker tam so bili starodavni Maji, starodavne civilizacije in sem čital, da imajo v Mehiki, v Mexico Cityju najboljšo antropologijo takrat, ne, torej ne vem, kako je zdaj, ampak takrat so imeli najboljšo antropologijo, povezavo biologije, zgodovine, evolucije, torej humanizma in sem res odletel v ta Mexico City in se pozanimal, kakšen bi bil študij. Zdaj jaz mislim, da so mi starši dali denar predvsem zato, da bi se me rešili, pa so upali, da tako ali tako bom videl, da tisto nič ni, ne, niti špansko nisem znal, a ne. Jaz sem pa samega sebe pravzaprav presenetil, da sem se silno navdušil nad Mexico Cityjem, nad antropologijo, nad študijem tam. In ko sem se vrnil, sem pravzaprav dal svojo končno odločitev, to bo antropologija. No, takrat sem pa spoznal, da pravzaprav je pa to tista meja, na katero pa starši vseeno niso bili pripravljeni, čeprav so mi omogočili let tja, ne. In potem sem seveda naslednje leto pristal na medicinski fakulteti in ko sem iskal nek most, a veste, med biologijo, pa med humanizmom, med človekom kot zelo biološkim bitjem, bom rekel, izdelkov nekih genov, ne, pa človeka, ki sanja o nekih neznanih svetovih ali kaj takega, sem to videl res v možganih. Tako da, ampak zato, da sem naredil končno odločitev, ne, da sem ugotovil, da je to zame, sem poleg nekega sanjarjenja dejansko potreboval neki osnovno znanje. No, in to osnovno znanje mi je dal prvi letnik medicine. Spomnim se pa mnogih svojih kolegov, ki so recimo pa v prvem letniku, nažalost nekateri tudi v drugem ali v tretjem, pa spoznali, da medicina nikakor ni za njih. In v glavnem moram reči to, da tisti, ki so dovolj zgodaj to spoznali, pa medicino zapustili, da zdajle, ko jih srečujem, da so v glavnem srečni, da so našli nekaj takega. Se mi zdi, da človek, ko se odloči, mora imeti v sebi neko intuitivno potrditev. Ja, saj sem srečen, saj me zanima, ne. Ne bom se učil samo zaradi tega, ker moram, ker imam jutri izpit, ne, jaz recimo sem strašno rad potoval in sem vedno imel v tistem svojem rdečem rukzaku, sem imel prvič nek vodič tiste dežele, kjer sem potoval, drugič neko literaturo, ne vem, kako poezijo ali pa kako zanimive eseje in tretjič knjigo iz nevrologije. In sem se s takim veseljem učil, a veste, smo tam sedeli, ne vem, na kakem kamnu, ob kaki puščavi, čakali mogoče na ne vem kaj. In jaz sem velikokrat vzel pol ven tisto nevrologijo, pa sem si, ker me je tako zelo zanimalo. In strašen, in če imam recimo kako tako misel, veste, zdajle je, koliko je vredno to, da se človek posveti nečemu, kar ima potem celo življenje veselje. Jaz sem eden izmed tistih srečnih ljudi in če vama bo dano to, ne, da boste našla nekaj, kar pa jo bo veselilo, kar ne bo delo, ampak bo res neko veselje in užitek,
to bo tisto pravo. Jaz mislim, da ste odlično odgovorili, ker ja, to je tudi nekako naš cilj, ne, se pravi, celo življenje, ne samo delo, ampak dejansko življenje posvetiti nečemu, res je čist druga motivacija, se meni zdi, ali pa čist drugo razpoloženje, vsak dan z večjim nasmehom, tako kot ste vi rekli, vstaneš ali se greš učiti, če imaš neko stvar res rad. Lahko samo dodam, oprosti. V bistvu sem malo presenečena, ko ste govorili zdaj o svojih teh mladih letih. Sem mislila, no, mogoče malo stereotipično, sem pričakovala, da ste mogoče bolj uživali, ampak da ste dejansko našli veselje v tolikih stvarih, a ne. In v učenju tudi, to se mi zdi lastnost, ki je ne razvije dosti mladih ljudi. Mogoče glih danes, tudi to je zanimivo, ne? Mogoče bi iz tega vidika, kako se možgani razvijajo tudi danes pri mladih, glede na to, kaj nas zanima, oziroma lahko bi se najprej na to osredotočili. Ogromno mladih, pač vemo, da veliko žura. Tudi pri teh letih alkohol, trava, so, ne vem, karkoli, kakršnekoli substance so kar bolj privlačne od šole pri velikih večin. Mogoče, če bi lahko, to je bilo zelo pogosto vprašanje, majčkeno razložili, kakšne vplive dejansko ima alkohol ali pa substance, recimo trava, ki je zelo zdaj popularna na naše možgane. Kako to, mogoče na kratko razložili, kako dejansko to vpliva, kaj nam, a je res trava toliko zdravilna, kot pravijo, ali kako? Ja, veste kako, jaz moram reči, jaz delam predvsem z starejšimi, ne, delam v ambulanti za starejše bolnike, kjer je zelo pogosta, kjer so zelo pogoste ene nevrodegenerativne bolezni. Ne vem, a ste slišala za Alzheimerjevo bolezen, za Parkinsonovo bolezen, ne. In mi dostikrat rečemo bolnikom, ja, veste, kakšen kozarec vina, rdečega recimo, a ne, vam ne bo škodoval, celo nasprotno, ne, v določenih študijah se je pokazal kot nevroprotektiven, da malo zaščiti možgane, pa tudi srce, pa tudi žile, ne. Tudi moram reči, da imam kakšne starejše bolnike, ki imajo kako težko in hudo bolezen in potem tudi poskušajo kanabis, ne. In imamo mi določene bolezni v medicini, recimo tudi pri mlajših epilepsije, kjer kanabis tudi pomaga, a ne. Tako da najprej treba vedeti, da seveda nobena substanca sama po sebi ni grda ali dobra ali ne, ampak je način, kdaj in kako in koliko jo človek uživa. Mi vemo danes, da recimo možgani mladostnika, ne, ki se šele razvijajo, ne, in naši možgani, pravzaprav, evo, vajini možgani recimo se še zelo razvijajo in ne bo en del, ne, zlasti tale sprednji del se še zelo razvija, a ne, in pravzaprav ne bo končan ta razvoj šele kar precej po 20. letu, ne, da zadnji deli možganov dozorijo. No, in je lahko učinek recimo alkohola ali pa trave, ne, je po pravilu na mlade možgane različen kot pa na starejše. Zdaj za alkohol bi človek rekel tako, da povzroča paradoksalno neko utišanje možganov, ne, čeprav se nam zdi takrat, da smo tako zelo živahni in tako, vendar možgani vse naše možganske procese, rečemo, inhibirajo, oni jih potlačijo, ne. Mislim, zaradi tega pol na koncu tudi lahko v komo padeš, ne. In če recimo mladi možgani, ki se šele razvijajo, zdaj redno jemljejo v večjih količinah ali pa tudi v običajnih količinah alkohol, bodo določeni deli možganov se težje pa malo kasneje dozoreli. Tudi recimo, ko mirijo določene dele možganov, a ne, vidijo recimo, da nekdo, ki v svojih najstniških letih redno pije, ne, ali veliko pije, da ima manj razvite določene dele možganov, katere, predvsem tiste recimo, ki so pomembni, imenujejo se prefrontalni korteks, frontalno pomeni čelno, tukaj spredaj, to je en zelo pomemben del možganov, ki je pomemben za naše odločanje, za planiranje, a ne, za te višje
funkcije za osebnost. No, in recimo alkohol močno prizadene ta del možganov, pol tudi en del možganov, ki se imenuje po slovensko, bi mu rekli, morski konjiček, po latinsko je beseda hipokampus, tukaj nekje za ušesom, kjer pa mi shranjujemo spomine. To je naša shramba spominov. No, in recimo alkohol močno vpliva ravno na ta hipokampus, tudi tako, da ko testiramo recimo če testiramo enega mladega človeka pri 18 letih, recimo, ki ne pije, pa enega, ki precej pije, bomo že na teh testih spomina našli eno razliko. Vidite, tako da seveda same substance kot take niso ne dobre, ne slabe, ampak način, kako jih človek, kdaj jih vzame, kako jih vzame, v kateri meri jih vzame, a ne? To pa je tisto, kar medicina danes zelo veliko študira in dejansko torej tele dve substance, Primož, ki ste jih omenili, a ne, alkohol in kajenje trave pravzaprav pri mladem človeku povzročijo več škode kot pa koristi. Kasneje v življenju boste pa recimo, ko boste pa star 40 let, pa boste prišli k nevrologu, a ne, Primož, boste pa čuli za čuda, ne, celo na svet, Primož, kakšen kozarček vina pri kosilu vam bo samo dobro naredilo. Mogoče zdaj, glih, ker smo v teh časih, problem računalnika oziroma problem tega, da smo sami doma, ne, da ni nekih več pristnih stikov. Mogoče na kratko, kako vi gledate na to, kako se bomo mi razvijali kot osebnost možgansko, recimo, ker nimamo nekih pristnih stikov s vrstniki, sošolci, nekih istih izkustvov, kakor so jih imeli, ne vem, ene generacije pred nami. A nas bo to kaj zaznamovalo v prihodnosti? Primož, to je odvisno od tega, kako dolgo bo to trajalo, ne. Zdaj, človeški možgani po eni strani, zlasti možgani otroka ali pa mladostnika so izjemno, kar mi rečemo, prilagodljivi. Zato je ena beseda nevroplastičnost, se imenuje. Recimo, ko sem jaz bil toliko star kot vidva, smo se učili, da se možgani absolutno ne morejo spremeniti. S toliko celicami, recimo 87 milijardi, da mi na primer, če se rodiš, boš tudi umrl, če boš srečen, pa nihče ni toliko srečen, ker ti v teku življenja jih samo izgubljaš. No, to se je danes nekaj let tega dramatično spremenilo. Mi vemo danes, da možgani proizvajajo nove celice lahko, zlasti recimo v tistem delu, ko sem prej rekel, da je tako skladišče spominov, kar je čudovita novica za medicino. Pa tudi to, da so silno prilagodljivi, ne. Da se recimo lahko nečesa hitro naučijo, pa potem tudi nečesa hitro odučijo. No, vendar zdaj to, kar vi sprašujete, Primož, a ne, ta na nek način osamljenost, a ne, fizična osamljenost, ne, ki sicer ni nujno socialna osamljenost, ne, vendar, če nočeš, da je to socialna osamljenost, moraš, ne vem, 6 ur pri računalniku biti ali pa kaj takega, je načelno nekaj slabega, zlasti za mlade možgane. Mlad človek potrebuje fizičnega sveta, potrebuje, da vidi naravo, da otipa jabolko, da povonja, ne vem, neko rožo ali ne. Ta fizični kontakt s svetom je silno pomemben. Veliko bolj v mladosti, kot pa kasneje. Zdaj, če za kratek čas, recimo tudi za kakšna 2 meseca ali kaj takega, se stvar zaustavi, vendar, da to ni povezano s stresom, ne, da recimo, da pač to vzameš malo s humorjem, malo za tem, dobro pač mora biti, ampak bom pa nekaj drugega našel, ne vem, bom pa se z mlajšim bratcem igral ali pa bom kužka naučil, kako bo skočil skozi krog, ne, potem to ni nujno katastrofa.
Ne? In to je zelo veliko odvisno od tega, tudi kako človek sam na nek način vzame recimo tako socialno izolacijo, kot je tukaj. Če pa ta socialna izolacija traja dolgo in zlasti, da je povezana z stresom, recimo, veste, predstavljate si kako majceno stanovanje, kjer sta oče pa mama, pa recimo, ne vem, oče pije ali pa kaj takega, ali pa se neki mama in oče kregata, pa še 4 otroci so tam, en bi rad, domačo nalogo delal, en je še čisto majhen, potem je pa to lahko zelo stresno in zlasti na možganih otroka, na možganskih funkcijah otroka bo lahko pustil posledice, ki jih bomo potem videli še čez nekaj let in tudi v njegovi odrasli dobi. Super, hvala za odgovor, ampak zelo bo odvisno, tako kot ste rekli, se strinjam popolnoma z vami, koliko časa bo to trajalo in kako to vzamemo, ne. Vem, mislim, gotovo lahko vzamemo kot nek izziv ali pa kot neko priložnost, konec koncev imamo ogromno enega časa, damo šolo, tako povedan, majčkeno na off in se lahko posvečamo drugim hobijam, ne, nas toliko ne obremenjuje. Kaj pa vi mislite, a nam preveč enih informacij, ne, zdaj vemo, da smo v svetu zaenkrat telefoni, računalniki, šola, ogromno enih podatkov, informacij imamo, a nam preveč enih informacij, mogoče celo preveč učenja, a to škodi našim možganom, mogoče tudi v tem smislu, da imamo ogromno nekega stresa zaradi šole, zaradi nekih pričakovanj. A nam to že škodi lahko? Mogoče brezsmiselnega učenja, oziroma brezsmiselnega takega, ki učenje nečesa, kar nam ni toliko pomembno, ampak se učimo za šolo, seveda za predmet, za ocene. Ne? Ja. Vidite, če govorimo o zdravih možganih, ne, pol imajo zdravi možgani začuda neko veliko sposobnost pravzaprav borbe proti negativnemu. Ena takih borb je tudi, da imajo možgani neke vrste filter in ti možgani sprejemajo samo toliko, kolikor lahko. Mi jih seveda lahko zasujemo z ogromno informacijami, vendar jih možgani ne bodo sprejeli. Nekaj drugega bo, če bo potem recimo šolski sistem ali pa nekdo drug zahteval neke informacije, ki pravzaprav smo jih na nek način zavrgli, pa se jih zdaj moramo učiti, ne, ali kaj takega. Tu pa zdaj prihaja točka, ko lahko rečemo, da seveda preveč informacij škoduje, zlasti, če jih nekritično sprejemamo, ne, in seveda v mladosti, recimo pri 16 se jaz sebe spomnim, jaz v bistvu še nisem imel tako popolnoma torej dosti jasno, kaj me zanima, kaj je za mene pomembno, ne, v veliki meri sem bil odvisen od učiteljev, od staršev, da so me usmerjali. In tako da bi jaz rekel, da seveda, če bi šola pa sistem dovolil učencu, da pravzaprav na nek način pokaže, kje je tisti filter, ko pa že ne more več, bi bilo to zelo dobro. Kar se učenja tiče, bi še to rekel, da je učenje, to, kar sem prej recimo na svojem primeru, če je učenje nekaj, kar v bistvu je na nesimpatičen način mi podano, ali pa nekaj, kar jaz ne čutim nobenega smisla, da se učim. Za primer vam bom povedal, recimo, jaz se spomnim, jaz sem živel v enem sistemu, kjer je v 4. letniku gimnazije bila obvezna, pa še celo v prvih 2 letih medicinske fakultete, bilo obvezno nekaj, kar se je imenovalo predvojaška vzgoja, kjer smo se morali učiti, kako je puška sestavljena, pa smo se morali učiti neke fronte, pa neke bitke, ki sem jih seveda že zdavnaj pozabil, ne. To je bila neka, vsaj zame, neka čisto nesmiselna informacija. Kolikokrat sem pol v življenju pomislil, kako raje bi se takrat tiste ure učil španščino, recimo, ne, kako bi mi tudi v življenju lepo prišlo, ne. Tako da jaz mislim, da je na sistemu, na državi, da ugotovi skratka, katere so tiste vsebine, ki so res dobre, ker če se pa ti učiš tistih vsebin,
ob katerih uživaš, a veste, pol pa tega niti ne jemlješ kot učenje. Kot sem jaz rekel, veste, jaz sem sedel sredi neke puščave na enem kamnu in sem se učil recimo možganske živce ali pa kaj takega, ne. In mi ni bilo težko, ker me tako zelo, ali pa kaj je zavest, ali pa recimo, ali imajo šimpanzi zavest, ne, ali pa kaj takega. To mi ni bilo učenje. Jaz bi še postavil nekaj, ker je mene tudi, ker me zanima, pa mogoče majčkeno tudi bolj za konec. Kaj lahko še danes naredimo? Kaj so take stvari, ki jih kot mladi že lahko delamo za zdravje naših možganov? Se pravi, kaj lahko delamo, mogoče, da si izboljšamo koncentracijo, pa tudi za prihodnost, a ne? A je to treba začeti zdaj, ali to začnemo šele potem, tako rečem, takrat, ko smo stari, pa imamo težave, ali je to super začeti že zdaj? Ali včeraj. Ja, to je dobro vprašanje. Primož, jaz bi rekel, ne zdaj, a ne, že včeraj. Ja. Oziroma, mamici pa atiju, a ne bi rekel, že 9 mesecev, preden ste se rodili, da se da ogromno narediti za naše možgane. Najprej smo rekli, da če bomo kot ljudje, kot posamezniki, kot bodoči očetje, mamice, ne, kot družba, se zavedali, da bo človek, ki bo recimo vajin otrok, recimo bo kdaj 50 let načrtujeta, oziroma 2050 načrtujeta, da bo star koliko približno? Kakšnih 15 let? Ja, Ja, recimo, ne. Ne vem. Takega, ne. Vidva lahko pravzaprav, če mu želita dobro, ne, če želita, da bo, ne vem, da bo sproščen, da bo emocionalno čim bolj čvrst, a ne, da se bo dobro učil in tako naprej, ne. Potem, kot sem rekel, že to pazimo, da recimo v času nosečnosti, a ne, da je okolje prijazno, toplo, spodbudno, da jemo tako in tako. No, potem je izjemnega pomena pravzaprav šolsko formativno obdobje. Zanimivo je, da možgani, ko smo otroci, pa ko smo pol mladostniki, ne, da predvsem dvoje stvari jih zelo zaznamuje. Eno je to, da se nam povezave med možgani prva leta povečujejo. Dokler mi tam nekje okrog 10. leta nimamo toliko povezav, ali pa še malo prej, no, toliko povezav, da je skoraj vse povezano z vsem, ne. In če se spomnite, recimo, ko sta bila stara 7, 8 let, vse, karkoli se je dogajalo, je bilo novo, polno nekih asociacij, polno nekega zaupanja, skratka, vse v možganih je bilo povezano z vsem. Potem se pa začne en zanimiv proces, a ne, tam po 8, 10. letu, in sicer možgani začenjajo se povezave zmanjševati, ne. To na prvi pogled izgleda malo čudno, zakaj, čim več povezav imaš, tem bolj bogat si v svojih sposobnostih, vendar se možgani odločijo za nekaj drugega. Možgani rečejo, zelo želim imeti samo tiste povezave, ki so smiselne, tiste, ki mene zanimajo, recimo jaz si predstavljam, da pri meni so se že zelo hitro pokurile tiste povezave, recimo, ki te vzpodbujajo bolj v neke take tehnične, ne vem, kako se to zašraufa, ne, ali pa ono, z neko matico pretrdi, ali pa kaj takega, ne, zelo ohranile so se mi pa recimo neke povezave, ko sem sanjal o nekih potovanjih, pa o neki zgodovini ali pa kaj takega, ne. Se pravi, da vidva sta zdajle še vedno v obdobju, ko pravzaprav si izrazito rečita te povezave, vendar tiste, ki ostajajo, bodo fokusirane, a ne, delajo iz vaju človeka, ki ima že precej zastavljene cilje, ve, kaj želi, kaj ne želi, a ne, in vama ta proces, ne, zato da bosta pač človeka taka,
kot bosta, kot bo Eva in Primož, recimo, ne vem, leta 2030, zdajle se to vzpostavlja v vajinih možganih. En drug proces, ki se vzpostavlja, je, da tiste povezave, ki pa ostajajo, ne, pa postajajo neverjetno hitre, ne, te živčne poti, ki jih zdajle čuvata, ki jih negujeta, ali pa jih okolje v vaju spodbuja, torej te živčne poti se obdajo z eno posebno izolacijsko snovjo, to se imenuje mielin, z belino, ne, in možgani, recimo zdajle v tem obdobju, ko sta vidva, paradoksalno izgubljajo sivino, sive celice, možgansko skorjo, zaradi tega, ker je vse manj in manj povezav, ostajajo samo tiste dobro definirane, ki vam bodo dobro služile, ampak te povezave so pa silno hitre in silno učinkovite. Ampak zdaj pa, kaj pa lahko, in to bo tem bolj izraženo, čim bolj bogato in spodbudno bo okolje. Poleg tega pa lahko naredimo ene 7 stvari, približno, ki trenutno zdajle jasno kažejo študije, da lahko na nek način obogatimo svoje možgane. In to razne funkcije v možganih, tudi za naprej, tudi za leta in desetletja naprej. Ena, morda bi na prvo mesto dal fizično gibanje, ki na prvi pogled nima nič z možgani, vendar mi danes vemo, če se fizično gibamo, naši možgani izločajo tako imenovani rastni hormon, ne. Se pravi, da ko se bomo mi fizično gibali, se bodo izločale snovi, ki bodo spodbujale na primer razvoj tistih spominskih centrov ali zmožnosti pozornosti ali nekaj takega, ne. Se pravi gibanje. Drugo je intelektualna radovednost, ne. Čim bolj, to kot mlad človek pravzaprav imam, in umetnost je bolj to, da bom vzdrževal, a veste, tudi ko bom šel v službo, tudi ko bom potem mogoče, ne vem, imel neko rutinsko, malo dolgočasno torej delo, ampak da me bo še vedno zanimalo. Kaj me bo zanimalo? Ali potovanje, ali muzeji, ali druženje s temi ljudmi, ali prostovoljstvo, ali nek hobi. Skratka, ta intelektualna aktivnost je zelo pomembna. Tretje je spanje. Zanimivo je, da vidva zdajle potrebujeta približno, če jo primerjam s seboj, recimo, uro več spanja kot jaz, recimo zame bi bilo idealno, pa na žalost skoraj nikoli ne dosežem, od 7 do 9, ne, vidva potrebujeta od 8 do 10 povprečno. Pa še nekaj je za vajino spanje zelo značilno. Naši možgani izločajo en hormon, ki se mu reče melatonin. In ta melatonin je kot nekdo, ki ti reče, zdaj pa pojdi spat počasi, ne, se pravi kot neka mama ali pa ata, samo da ti možgani povejo. V primerjavi z menoj, ki pravzaprav imam zdajle že precej malo melatonina, ker ga pol malo izgubljamo v življenju, sta vidva imela melatonin še pred nekaj leti, se vama je zbudil recimo ob 7 zvečer, pa vama je rekel, čez 2 do 3 ure pa lepo v posteljo, ne, in sta bila zaspana in sta šla spat. Zdajle je veliko možnosti, da se vam melatonin prebuja tam okrog 11., 12., ne, in pa morda ne ravno pri vaju, ampak pri veliko mladostnikih bi ob polnoči še vedno nekaj delali, pa tako, ne, pa ali pa recimo sploh ne šli spat, pa potem, čeprav imajo naslednji dan kolokvij, recimo celo noč gledali The Walking Dead ali pa nekaj takega, neke grozljivke, in to jim je fajn. Potem zjutraj pa seveda ne bi mogli iz postelje. To je zelo fiziološko, ne, vem, da nas so kar naprej nekaj kregali, zaradi tega pa pojdi spat, pa daj vstani zdaj, pa tako naprej, ne, in smo se pol opotekali. Zdi se, zlasti na zahodu precej razmišljajo o tem, da bi ta bioritem šole tudi pomaknili malo naprej in da se šole, v mojem primeru so se začele včasih ob 7 zjutraj, mislim, kar
jaz moram reči, da sem zelo trpel, ne. In da v mnogih okoljih upoštevajo ta bioritem mladostnika in tudi skušajo pomagati te šole naprej, ne. Je pa spanje izjemnega pomena, ne, teh 8 do 10 ur, ker tudi spanje potem ustvarja nove, torej celice in med spanjem se dogaja en čudovit proces, kjer tisto, kar se je vama zgodilo mogoče pred 2 dnevoma, ne, to v času ali pa tudi danes, ne, to v enem delu spanja vidva integrirata v neke svoje izkušnje, v neka svoja življenjska spoznanja, ki se jih ne spominjata več, ne, ker sanj se v veliki meri ne spominjamo, ampak ki vama bodo omogočali, da bosta recimo ob naslednjih nekih situacijah, ki bodo morda podobne, kot so bili pred 3 dnevi, vendar skozi sanje je to vse neprepoznavno, bosta bolje reagirala, ne. Se pravi, če smo rekli fizično gibanje, če smo rekli intelektualna aktivnost, če smo rekli spanje, potem 4. bi bilo, študije kažejo, izogibanje stresom, ne. Stres, kratkotrajni stres je nekaj precej dobrega, ne, ker te nauči, da se boriš za sebe, ne, da se ne predaš kar tako, medtem ko kronični stres, recimo tak, ki traja tedne, mesece ali leta, a ne, in recimo mnogo otrok na žalost je zaradi različnih zlorab ali pa recimo alkoholizma v družini ali kaj takega izpostavljeno kroničnemu stresu, to pa se kaže na možganih tudi tako, ko jih slikamo, da potem vidimo, da so recimo veliko manjši tisti deli, ki so pomembni za spomin, za pozornost in podobno, ne. In potem prehrana tudi kažejo študije. Magična beseda za ohraniti dobre možgane bi bila mediteranska dieta. Iti recimo v Piran na eno krasno kosilo z ribami, z zelenjavo, z sadjem in tako naprej. Definitivno. Ja, jaz bi se kar s to zadnjo strinjal, jaz sem za to zadnjo slo. Jaz bi se Profesor, bolj ne s spanjem, če sem iskrena. Mladi to Pa premalo spimo. In imate prav, ja, šola se začne, mi sicer ob 8, tako da se nimamo kaj dosti za pritoževati, ampak verjetno bi res mogoče kdo boljše funkcioniral, če bi se kasneje začela, ne. in Ja, točno to, kažejo, da je bilo boljši učinek, ne, in spominski, in poučevanja, in bolj Seveda. sproščeno je bilo v šoli. tudi to, kar ste rekli, ta spanec, da se nam šele pol kasneje pojavlja, ja, ogromno je tega, ne, ob, ne vem, 2 zjutraj greš spat, potem je zjutraj šola, ob 8 komaj vstaneš in ob 11 že skoraj zaspiš v šoli, a ne spet. In to ni zaradi tega, ker bi bil ti žleht pa nediscipliniran, to je zaradi tega, ker imaš tak bioritem tvojih možganov, ne, ker se ti melatonin začne približno 3 ure kasneje, torej pojavljati, kot se recimo pred 4-5 leti. Res najlepše vam, zelo je bilo zanimivo, mislim, da bo tudi mladim zelo zanimivo. Eva, Vama tudi zahvaljujem, pa vam vse dobro želim, Eva. Tako, najlepša hvala, da ste bili naš gost, da ste se odzvali našemu povabilu. Mi vam želimo seveda veliko uspeha, veliko dosežkov, definitivno vas bomo spremljali še naprej. Mislim pa, da so vaši nasveti in vaše znanje, da bo to zelo pomagalo mladim. Imate mogoče kakšno končno misel, čisto za na konec, končni nasvet? Nekako preživimo tale virus, pa potem pa veselo naprej in optimistično naprej, a ne. Tako. najlepša vam hvala. Srečno.